Glede na to, da ste zdravnik, imam za vas eno konkretno vprašanje. Zdaj zadnjih par dni me vse boli, mogoče malo vročine, pa nič ne voham, pa ne okušam. Tako da... Ja, takole na pamet je težko postaviti diagnozo, morda če bi imel več podatkov, ne? Ja, v ponedeljek, ne, sem bil čisto okej, 5 ur sem pol po trgovinah brez težav hodil, danes zjutraj pa kar naenkrat smrkanje pa kihanje, tako da sem se komaj spravil na avtobus do sem, ne, še dobro, da lahko dam zunaj masko dol, ker že težko diham. Kot sem rekel, težko je reči takole na pamet, z veseljem bi vas rad pregledal, ampak žal nimam časa. Če pa želite, se lahko popoldan oglasite v moji zasebni ambulanti, pa bova pogledala. Recimo ob 17. pa prineste kartico. A zdravstveno? Ne, bančno. Gospod Poklukar, se bo šla na igro asociacij, vi povejte besedo, jaz vam povem asociacijo. Prostite, a ne bi mogli to glih obratno delati? Ni tako. Gospod Poklukar, to je standarden postopek pri izbiri ministra. Prosim, če mi poveste besedo. Lepo prosim. Ok, respirator. Provizija. Dajte mi še eno, no? Okno. Provizija. Dajte še eno, no? Ja, ne vem, kaj, sonce. Provizija. A vidite, niti razmišljam, ne, to gre kar avtomatično. Do tega boste vi morali še priti, če še nimate tega vse. A boste vi zdaj probali? Ja, ne vem, zdaj imam jaz itak to provizijo v glavi. Mate? No, pol nama je uspel. Jaz nimam več vprašanj za kandidata. Gospod Poklukar, do sedaj ste bili na kliničnem centru, pa vas sprašujem, kaj po vašem mnenju je tisto, kar vas kvalificira za delo v politiki? Ja, vajen sem delati s pacienti, ne? Super, prima, nimam več vprašanj, hvala. Da se ti ne da gledati TV-ja, štekam. Da ti gredo reklame na živce, štekam. Da itak nima smisla, ker bomo vsi umrli, štekam. Da pa se še nisi subscribal na naš kanal, sorry, to mi je pa malo čudno. Klikni, cool je. No, pa glej oddajo, vsako soboto 5 do 9 na prvem programu televizije Slovenija.